Program Svit je namenjen zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Da bi združili mlade in stare pri ozaveščanju o tem, kako pomembno je sodelovati v tem programu, so v Krškem pripravili prireditev z naslovom Pomagajmo programu Svit pri reševanju življenj. Rak je tabu tema, zato velikokrat ljudje si zatiskajo oči, da jim se to ne more zgoditi. Velikokrat prelagajo to bolezen na druge. Moje delo je na info.svit, ker ljudi prepričam s tem, da jih lepo pozdravim, da jih ogovorim, naj pridejo ali poznajo program Svit, da se naj odzovejo, malo jim podam kakšno prospekt, da potem tudi malo si lahko preberejo. In velikokrat opažam, da ljudje grejo mimo mene, ali se samo posmehnejo, ali se celo ustavijo, kaj povprašajo. Največkrat pa ugotovim, da ljudi najbolj prizemlji, če jim povem življenjsko zgodbo. Kot je, na primer, življenjska zgodba Svitove ambasadorke Marije Hrvatin. Ta je svoje izkušnje strnila v knjigi Diagnoza, ko zastane dih. Pred 2 letoma, 1. julija, sem se znašla na težko diagnozo, ob kateri mi je resnično zastal dih. Kolonoskopija ni bila uspešna. Program Svit me je napotil na pregled, ker so našli v blatu prikrito krvavitev in potem se je začela zgodba odvijati, da nisem vedela, ali bom ostala živa in kam se bo namenilo moje življenje. Danes sem nasmejana, uspešno sem prestala operacijo in vse skupaj okrevanje in sem se odločila kot Svitova ambasadorka, da nekaj naredim za svoje okolje ožje in širše in tako sem se lotila obnavljanja svoje zgodbe, ki je zapisana v 13 poglavjih, ter kot rdečo nit jo spremljajo mavrice različnih avtorjih s svojimi mislimi in upam, da bo marsikomu moja beseda in beseda tisti, ki so v knjigi med vsebino pripomogla, da se bo odzval programu Svit ali pa tudi, da bo malo bolj skrbel za svoje zdravje, kajti splača se skrbeti za zdravje, saj imamo življenje le eno. V 6 letih, odkar izvajajo program Svit, so odkrili več kot 2000 rakavih obolenj in več kot 18 000 predrakavih sprememb. In večina teh rakov je odkritih v zgodnji fazi, ko intenzivno, agresivno onkološko zdravljenje ni potrebno, ko pravzaprav majhnim kirurškim posegom lahko odstranimo polip in gremo takoj domov, ali pa z majhno operacijo odstranimo zgodnjega raka in smo tudi zelo kmalu ponovno zdravi, v veselje svoji družini, svojim vnukom in seveda sami sebi. Mnogokrat se ljudje v program Svit ne vključijo zaradi strahu, kaj bodo izvedeli. Zdaj pa, če bom to izpolnil, če bom poslal vzorec, sem pa lahko bolan, sem lahko tak in je zelo pomembno, da ko kdo od družinskih članov to ugotovi, da mu pri tem malo pomaga. Da bi povečali odzivnost ljudi, je v prvi vrsti naloga vseh v zdravstvu, meni direktorica zdravstvenega doma Sevnica. Predvsem mislim na izbrane zdravnike, patronažne medicinske sestre, sestre izbranega zdravnika. To so tisti, kateri so, in pa seveda centrov za krepitev zdravja, preventivnih sester, to so tisti, kateri morajo čutiti, delati, dihati za preventivne programe, kot je ta. Odzivnost občanov je odvisna predvsem od poznavanja problematike in kaj program Svit sploh pomeni, je prepričan prvi mož krške občine. Zato se mi zdi vloga občine, ki je pravzaprav zelo široka in ima izjemno močen odziv, zelo pomembna. Tako da dejanje in gibanje, ki ga mi povzročimo, s tem lahko pripomore tudi k temu, da je odzivnost potem kasneje večja. Na prireditvi so poleg predstavitve knjige Marija Hrvatin razstavili tudi izdelke, ki so nastali v okviru literarnega in likovnega natečaja za osnovnošolce na temo Svit. Dela je ustvarilo 40 otrok iz občin Krško in Kostanjevica na Krki. Sem ugotovila, da dejansko otroci dobijo veliko znanja, ko par besed spregovorijo v šoli v programu Svit. In seveda to nosijo tudi domov. Dogodek je sicer pokazal,
da lahko s skupnimi močmi pravzaprav prepričajo še tako neverne Tomaže, da se bodo odzvali v program Svit, si rešili življenje in ohranili svojo kvaliteto življenja.